Jaz sem Breda Kavčič, rojena Tominc, rojena sem v Kurji vasi, ali pa Butanjeva številka 29 je bila takrat. Rojena sem bila v letu 1941, konec aprila. Do takrat je bilo pri nas že rojenih devet otrok, ja. Ata moj je bil mizarski obrtnik, je imel tako bolj skromna delavnica. Mama je imela mlin, ampak drugače smo bili bajterski, tako smo takrat rekli, bajterska družina. Je bilo nekaj sveta okoli, ampak je bil sam breg. Tako da je bilo za kar nekaj njive, je bilo vse v bregu in košnje, kar je bilo tudi vse velik breg. Ato je takrat imel še zelo skromen od začetka, ko se je priženil v Hlebovšek. Je imel zelo skromna delavnica. No, pol si je pa kasneje že nabavil enkrat Opel mašina. Vem, da si je takrat, kakor je Ato pripovedoval, je kar nekaj denarja dobil v Šentjoštu, ko so imeli na svoje hranilna banka, in da mu je tudi kocon takrat, ko je bil pri tisti banki, da so mu posadili nekaj denarja, da je lahko tista mašina nekaj izplačeval. No in Ata je imel pol kasneje že tudi delavce, jih je učil tišlerije, nekaj mlade fante, nekaj pa že tudi takih, tudi že izučenih. Nas je bilo vseh skupaj rojenih 14 otrok. Ta prvi, ko je Ata prišel, Ata se je priženil v Hlebovšek, leta 1926 leta mu je umrla novembra hčerka, pol decembra pa še žena, Marjanca. Tako da je ena hčerka iz prvega zakona je pa ostala, Marjanca. Ata se je pa pol leta 1927 leta ponovno poročil z našo mamo, s Koblovo, in Francka je bilo ime naši mami. Ata je bil pa Janez. In tako je polej se je začel ta naš rod naprej razvijati. Ato nas je kar hitro učil, kakor smo malo zrasli, smo mogli vsi kaj delati, če ne drugega smo mogli ali poleti klasje pobirati po njivah, pa smo mogli seno tlačiti, pa pod streho spravljati. Mi smo zelo staro, majhno hišico, tako da jaz sem spala do leta, ko sem bila stara že 11 let, sem spala na senu. Vsi smo spali, otroci, na senu. V cimru, ko smo imeli en tak majhen cimer, so spali tišlerji, mizarji, mi otroci smo spali po senu, no ta starejši hčerke so pa že v frčadi lahko spale. Ata pa mama pa v gori hiš. No in tako je polej, smo do konca vojne, je takole, smo kar živeli. Ta druga hčerka naša, Ančka, je nekaj, je bila že med vojno nekaj v trgovini v Šentjoštu, pri Faružu je bila ena trgovinca, že manjši, zato ker je prejšnja tista kmetijska zadruga je bila požgana in so polej naredili pri Faružu ena majhna trgovinca. Tako da jaz se Ančke spomnim, ko sem prišla k njej, to je bilo verjetno že bolj pred koncem vojne, da se še spomnim, ko sem prišla k njej v trgovino.
Marijanca je pa, ta prva je pa veliko bila v katoliški akciji, v telovadnem društvu in je veliko tudi igrala v kulturnem domu v Šentjoštu, ko so imeli veliko prireditev v tistih cajtih. Vse je bilo tu že pred vojno. Jaz se spomnim, ko so tu pripovedovali, da je bilo zelo, zelo fajn. No. So se radi imeli, pa veliko udejstvovali v telovadnih nastopih, tudi imam še slike ohranjene, ko so imeli telovadne nastope tudi v Horjulu, pa svoje uniforme so imeli. Mislim, da jih je, meni se zdi, da jih je učila Piškova Franska tudi nekaj pri teh telovadnih nastopih. Vojna je prinesla svoje težave, velike težave, tako da jaz se pol spomnim po pripovedovanju, da koliko je bilo, naš ata je pol vstopil v tem domobrancem, mislim, ko je bila ustanovitev prve vaške straže v Šentjoštu. Pristopili so k temu tudi njegovi trije bratje, Štefancovi, Miha, Tončk pa Jošk, no in še seveda vsi drugi iz Šentjoštu, tu so tudi arhivi, slike, vse imamo to ohranjeno. So bile pa te časi zelo, zelo težki, kakor vem, ko je mama pripovedovala, da sta enkrat spala v gori hiš z mamo in so tam po eni poti, ki je bilo z Grečka dol, ko se je z tistega okna se je videli kjerno tisto pot, da so šle partizani. In ata je sam tisto zagledal in je tukaj bilo strah, da je tako izginil in se je šel nekam skret. Mama je ostala sama v hiš, mama ni nič videla, kam je ata ušel. In pa so skozi v tem strahu živeli čist skozi. Tako da smo pol velikokrat smo hodili, že po tistem so nas mama pa Janko, ta starejši brat, pa ta druge sestre, ki so bile že starejši, smo hodili v Jureš, tu je bila pa ena kmetija, ne pol ure stran od naše hiše, ki je bila bolj, tista hiša je bila bolj bliz nemške meje. Brat Janko pa mama sta v kozovcu skopala jama, pa sta noter dala vse kakšne take hranljive stvari, da se zmerom bali, da bojo prišli partizani, pa da bojo vse pokradli. In polje sta dva v jutranjih urah sta hodila od Jureže domov delati, otroci sta drugi smo pa gor ostali pri Jurež, da nas niso vsak dan nosili s križem, ko je nas bilo veliko. Tudi se spomnim, ko je bil napad na Šentjošt, mi smo bili takrat vsi v Cimru, ki je bil tak zraven, ko smo imeli tam en kevda pa en Cimer, v en takem prostoru, so verjetno mislili, da bomo hitreje lahko z tistega Cimra ušli, če pa je prišli kaj zakurat, ampak v Šentjošt je že gorel in tu je bilo pa noč in se je toliko svetil, toliko jih je bilo nas strah. Ta starejši brat Janko je tam pol padel v nezavest, ko smo tam zunaj na dvorišču vstali in te stvari gledali. Tako da tu so bile take zgodbe, ki so meni ostale v spominu do današnjih dni. Tu se ne spomnim, a je ata bil takrat v tisti noči v Šentjošt pri domobrancih, ali je bil doma, tu pa ne vem, mislim, da je bila mama z vsemi otroki. No, in pol ata je bil tudi, večkrat je šel v Rovte, ko so imeli naši domobranci pa rovtarski, so imeli skupaj te srečanja. In vem, da je ata enkrat, ki je šel po noč iz Rov domov, da je bil v nogo obstreljen nekaj. Ampak se je kljub temu se je nekako rešil, tako da noga je kar dolg cajt, je mu ta noga, da ga je bolela. Tudi vem,
da je mama enkrat šla tudi k njim v Rovte na obisk in mama, ki se je iz Rovt vračala, je šla pač peš, je pravila, da so šli eni partizani za njo, pa koliko je bilo strah, da ni vedela, a bo prišla ali ne bo prišla domov. Tu se sam tako po pripovedovanju mame se spomnim. Imeli so v našem kraju tele 4 bunkerje. V Kurji vasi je bil en bunker na Hrečku, ki zdaj rečemo na Hrečku, lih blizu naše hiše domače. Pol en bunker je bil v Šentjošt na Brinovcu, en na Kuhljču, en pa blizu tle župnišča, tlele lih za župniščem, ki pa zdaj naša hiša stoji. Tako da se še tudi ena slika imamo ohranjena, tudi ki je naša ta slika zraven bunkerja. No, tudi se pa spomnim tudi tu, ki je pa enkrat prišel en Italijan k naši hiši domov, ampak mislim, da je znal slovensk nekaj govoriti, to se pravi, da je bil verjetno z enega tega severnega območja doma, verjetno tam je mogoče s Trsta ali odkje, ne vem, ampak tisti Italijan, da je moja sestra Štefka, ki je bila majhna, tudi je prav radi jemu, ki je bila taka črna, lase je imela, pa luštna je bila prav. In on je imel tudi svojo družino doma in vem, da je dejal, da bi kar vzel za svoje. Pol, ko se je pa ta vojna nehala, mislim, so pa pri nas, ata je te ujet na Korošk, mama je bila takrat noseča, je pa lih rodila, Julija je rodila Marta, in mama je rekla, jaz ne grem nekamor, je dejala, pa tudi če nas vse pobijajo. Mama se ni upala na kamor jet. Pol pa še ata ni šel. Ata se je šel pol skrivat Špičku na planina, kjer sta bila s tem Špičkov natam zelo kolega. Ančka pa Marjanca sti pa šle od doma, ta starejši dve, spopad sestra pa še sestra moja. Prav. In ata je dal njima 4000 lir, mama pa ene kuhane štrukle je jemej dala za popot. Pač drugega takrat ni bilo, pa tudi misleč sigurno, da se bojo malo vrnili domov, šle so pa, mislim, da so šle 5. maja od doma. Ančka mi je še po Ameriki pripovedovala, ko sem bila pri njej na obisku, da so ugasnili v cerkvi vse tele lučke in takrat so iz Šentjošta polej, to drugi so šli prid, mislim pa, da je domobranci pa kasneje za njimi, se mi zdi. No in tako je bila pol zavladala ona velika žalost. Naš ata je pa pol hodil z Botanjeve, en Birtov je hodil k nam, da se mora prediti naš ata javt. In je prišel ta prvič, mama je dela, da nič ne ve, ki je, kot verjetno, da takrat še tudi mama ni vedela. Pol še prišel to drugič in da tretjič, na pol so pa le šle, mislim, da je šel Dominik poklicati pol kakor Špičku, da je šel ata domov in se je šel ata javt, na Vrhnka se je mogel jeti javt. In pol je z Vrhnke so ga peljali v Logatec, z Logatca v Šentvid, iz Šentvida pa v Kočevje. Pol smo doma sami ostali, vse teh nas otrok. Mama je pa rodila julija meseca. Takrat je ta babca povedala, ko je bila pri porodu od mame, da je bil, ker ta babca je velik otrok v tej naši pokrajini, je bila pri vseh porodih in je tako povedala mi kasneje, da je bil za tu najbolj težak porod, kar je naša mama imela. In seveda, mama je malo pritisnila, še gor po tistem brigu
strmem kosila in je spodrsnil in je padla po tistem brihu dol, da se je drsala ne vem koliko dolg. No, tako da je pol, ko se je Marta rodila, mama je bila pol toliko cajt psihično tudi na tleh, no, po vseh pol je prišla malo k sebi, ker je takrat Lucija, ta Lisičmanska po domače, je pa veliko pomagala takrat, čeprav je tudi sama, ta Lucija imela, ne vem, 12-14 tudi otrok, ta babca. No, in tako da Franska je pa pol naše, je pa takrat že v Ljubljani, ki je v žene šole hodila, da je bila pred Zajankotom. To je bila sestra. Sestra moja, ja. No, in pol seveda, da bi šla hatu na obisk v Kočevje. Franska, vem, da se je toliko bala, še enih čevljev ne imela, je pol teta Ančka posadila ene čevlje in je pol šla na vlak v Ljubljan. Vem, da se je skozi, ko je pripovedovala, da se je na vlaku skozi bala, da so bile ne partizani gor, pa koliko je bilo strah. Pa še drugi Šentjoščani, ko je bilo takrat več Šentjoščanov zaprtih v Kočevju, da je še za to druge nesla, kakšne stvari, sicer kaj je nesla, nekaj suhih skorij, pa kakšne suh sadje je nesla kot dol atom. No, in tako da je prišla k njim na obisk, drugače pa nismo čist nič vedeli, kako in kaj bi bilo zatem. Vem sem toliko, da pol ata je bil pol po amnestiji avgusta, je bil odpuščen, čeprav se spomnim, ker je pripovedoval, da so tudi travo jedli, ker so bili toliko lačni. Ata je sicer pol dol nekaj tišljaril tudi, vem, ker je pripovedoval, da je bil tudi Nemc z njim zaprt, da je tišlerije, da sta delala nekaj. No in pol je prišel domov, tega se pa jaz še spomnim, ko sem bila stara dobro 4 leta pa pol, ko je ata prišel gor pred naš hiš, po tisti poti in je bil suh, en ruzek, prazni je jemu tam na ram, in se spomnim, da je pa ena žlica, je pa jemu tudi še seboj, ker tista žlica smo pa pol dolg cajt imeli pri naši hiši in smo vedeli, da tista žlica je iz Kočevja, ata prinesel. In ata je bil pa pol seveda pa živčno zbolel in pol smo se nekje, mislim, ta starejši otroci pa ata pa mama, se dejali, bomo šli na Brezje. No, in smo imeli enega majhnega konjička in smo se z vozom peljali, kakor se je nas dal na voz, ko smo kar dvilja dali gor počez, smo se peljali z vozom na Brezje. No, in jaz vem, da smo pol gor na en štalj spali na senu, in ata je celo noč hodil, kje pa sem po tisti štalj in govoril, tamle so partizani, tamle so partizani. Tega se še toliko spomnim, ko nas je bilo strah in seveda ata je bil pa pač še živčno bolan. Tako da smo pol takrat molili gor in doma tudi seveda molili in ata je kasneje, ki je bil že zdrav, naredil eno lepo spominsko tablo, ki še visi na Brezjah, Marija pomagaj, in v lesenem okviru in je tudi še zataknjena noter ena slikca od naše družine in tako da ata se je začel po tistem tudi zdrav, šlo mu počasi zdravje na boljši, no. Ampak je pa mogel hoditi še po vojni, je pa mogel še hoditi na Šekatilo, ki je bilo pa z Ljubljance, ko so bile ubile tam v enem kraju pa Italijani, ene ljudi se še zdaj, ne vem točno, Viktor z Amerike je povedal, kjeri so bile tam točno ubiti. No, in je ata mogel tam gor hoditi in mu je pa, so mu pač
te komunisti, ki so bile še nekateri v naših krajih, z Botanive povedali, da mora kje hoditi. In seveda na ata je tisto tudi zelo težko vplival. In je tam, ko je prišel, so ene lučke svetile in je sam tam bil, pa kar večkrat je mogel kje prediti, da je bilo zmeraj strah. Ja, in je pa le enkrat Lubč iz Botanive, mu je pa enkrat pa rekel, da pa nehaj hoditi, ni treba več hoditi kje. No, tako da je ata pol res ni več hodil. Ampak tega se še spomnim, kaj pa povedoval še tudi kasneje, kako je to za njega bilo težka stvar. A je po vojni so atu delavnico pustili, da je delal? Ali je... Atu so pustili, delavnico so mu še pustili nekje do 52. leta. No, 52. leta je pravzaprav že ata se je že toliko pozdravil, da je pol smo, ta stara hiša je ata podrl, pa je začel novo hiše delati, nekaj je bilo toliko malo vse prostora. No, in tudi so bile še taka tišnerji pri hiš. Pol 52. leta so pa že prišli in s Polhograda je bil en Matockov, da bojo odpeljali mašina, ker so mašina so podržali, ljubili mašina. In takrat vem, da je Janko, naš brat moj, je se postavil kje pred vrata, pred delavnica in je, ne vem, a je prav ena sekira vzel in je dejal, če bo kdo prišel, je dejal, bom pa udaril s tem. No, tako da takrat je pol mašina pri nas ostala. So pa podržavali pol delavnica, cimer in vse te stvari, vse je bilo podržavljeno. Tudi nekaj sveta tam okoli je bilo podržavljeno. In na vse zadnje, ata niti bi ni bil več ta glavni obrtnik, gospodar delavnic, ampak ko je bilo podržavljen, je pa bil šef delavnic en drug. No, tako da ata ni imel nič več enih pravic. Sicer je polej, ko je šlo pod Kmetijska zadruga Dobrova, in tam je bil pa šef, en Japelj se je pisal, in je tudi naš NATO rekel, da lahko še hod zmerom kupovati les od kmetov. In seveda, ata je res še naprej hodil kupovati, tako kot je bil že tudi prednavajen, da je les od kmetov kupoval. In je pol res to kupoval. Enkrat je pa prišel do ene, ne vem, kaj je prišel, ga je Japelj pa lepo prijavil. In nič ni povedal, da mu je sam to rekel. In naš ata je pol zaradi tega mogel iti na sodišče, zaradi teh stvari, in je bil takrat dobil obsodba za 2 let zapora, da ga bi zaprli, če ne bi jemu ata otroke, ker je pa jemu toliko otrok, še doma nepreskrbljenih, je bilo pa tisto pogojno oproščen, a ne. Ato je pa pomagal iz Horjula en odvetnik, pa se imam nekje zapisan, kako si že pisal, sedaj ne spomnim. No, in tako da ata je bil bolj pogojno, ampak nič več ni, pač zgubo je tudi voljeno, da bi ne vem kaj še delal, a ne. Tudi pol, ko je bil v Ljubljani en komunistični kongres, ko so neki te delavci, ki so bili drugače izredno dobro tišljeri, je naš ata Kodol na tisto ni smel je delati, ker je bil kot nekdanji domobranec in mu ni bilo dovoljeno, da gre dol delati. Drugi delavci so lahko šli, tudi moj brat Dominik je lahko šel, ata pa Janko, ata pa ni mogel jeti.
Tako da se je tisto še kar vleklo dolgo, ne, češ, ker je bil domobranc. Marjanco pa za Ančko pali, ko sta Ja. na Korošk šla, ste kaj vedeli, kje No. sta? Za Ančka pa za Marjanco se pa dolgo ni vedel nič. Seveda, pole je pa enkrat pošte ni bilo iz Koroške nič, noben ni nič vedel, tudi veliko Šentjoščanov je šlo takrat gor. Enkrat je prišel pa tale poznejši škof Lenič, ki je naša tam pa delal nekaj, en pohištvo in nekaj mu delal in je prinesel atu v čevlju, je imel en listek in napisan, da sti Marjanca pa Ančka na Koroškem še žive. A ne, kad do takrat je bilo najbolj to važno, a so živi, a so šli nazaj, a so jih pobili. No, ampak one dve sti gor ostale na Koroškem. Ančka je delala na kmetiji, Marjanca je tudi delala na eni kmetiji, potem je pa še delala prav v enem župnišču, ki je bila že starejša, pa je znala že kar dobro kuhati. Tako da sti gor delali veliko, pa lačni sti pa tudi bile, to pa vem, da sti pol že kasneje pripovedovali. No, bile so pa gor tudi od ata trije bratje od našega ata, ki so bili tudi domobranci, in še atova sestra tudi, Mici. Dva brata sta bila pol ubita, kakor so pol je tudi teta Mici zmeraj pripovedovala, nekje na Ljubljanci, in še zdaj ne vemo, kje bi bili ubiti, pa še en je bil tudi takrat z njimi, en bratranec tudi od našega ata. To se pravi, mama od našega ata je pa iz 1946 leta umrla, seveda, ker je ni vedela od začetka, pač kako je s temi sinovi, pa je izvedela, da so brata dva ubili, dočim en sin Jože je ostal pa na Koroškem. On se je pol poročil gor na Koroškem, no, Mici je pa prišla pol po mamini smrti pa domov, ker je pač starata Štefancov je sam vstal, in tako da Mici je pa prišla pol domov. Tako da od Mici imam še ohranjene tudi ene koledarčke, ki je pisala na Koroškem, kako je ona gor živela, tudi kako je bilo dolžčas, pa tudi težko, ko se je tudi ubil fanta, ki je bil pri domobrancih, sicer je bil iz Kranja doma, pa je bil Šentjošč pri domobrancih. Ančka in Marjanca sta pol šle. Sta pa šli poleg 49. leta, 15. julija, mislim, da ste šli iz Koroške, ker je imela pa Marjanca po svojih sorodnikih, ta moja popol sestra, je pa imela sorodnike v Ameriki in sti šle v Ameriko. Tako da tam so se, v Ameriki so se, v Clevelandu so se dobili na železniški postaji pod številkam 500 pa 501, da so oni sorodniki vedeli, po kateri številkah se bojo dobili. No, in tako sti pol tam sti pri teh sorodnikih živeli, pol je pa Ančka je šla pomagati enim bogatim družinam, je šla kot za nasluškinja, Marjanca pa se mi pa zdi, da je šla pol prej tudi še nekaj v župnišče delati. No, tako da ste se pa tam pol obe poročile, ena je imela moža Rimčana, druga pa iz Senožeti. Ata mislim, da je šel 63. leta, ki je na obisk. In vem, da ata je bil takrat še poklican kot dol, tudi kaj bo govoril tam v Ameriki, da ne bo kakšnih slabih stvari govoril. So mu že vse pred natrpili tule gor. No, ampak ata je šel ta prvič z ladjo, tam se je pa pol dobil še z vsemi temi Šentjoščani, ki jih je bilo izredno veliko še tam.
No, pa sta šla pa še enkrat oba z mamo v Ameriko tudi skupaj, takrat pa z avionom. In ko je bila naša mama tam v Ameriki, je pa, ko je prišla domov, smo dejali, mam, kako je bilo v Ameriki? Ja, je dejala, ja, jaz, ko bi bila še enkrat mlada, bi kar tam ostala. Je dejala, tam je pa med cestom toliko velike ravnine, je dejala, da bi jaz tam njive imela, ne pa v teh brehovih doma. Takrat ste si pa pisali s sestram? Pisali, ata naš je zmerom pisal s sestram, ali hčerkam jatem, tudi posebno, jaz sem tudi, zmerom smo si pisali med sabo. Obem, une sem pisala, potem so začele te moje sestre pakete sem pošiljati, seveda, ko smo dobili pakete, to je bil pa to veliko veselje. Sicer smo pa otroci hodili, takrat je bila še pošta Horjuj, smo zmeraj mogli jeti pa pakete v Horjujno pošta, pa smo šli otroci kar s kakšnim vozičkom, pozimi tudi sankom, smo šli pa tiste pakete. In tiste pakete so nam ponavadi dol odpirali, še tudi vam vzeli kakšne stvari. Tako da smo pa enkrat dobili tudi take zvezke, vse s črtom, že tam boljši papir. In to so bile take lepe zvezke, pa barvice, ki so pri nas takrat še sploh ni dobili. Pol vem, da smo dobili razne čevlje, obleke za obleč, da sta bila naša ta male dva Jože pa Tine, ki sta bila belmejhna še, smo jih pa že oblekli v tiste amerikanske oblekce, ki se je nam toliko fajn zdeli, da so bila malo lepše oblečena. Ja, pa so tudi, kjerkrat ste tudi poslali kakšna moka, takle vem za kakšne praznike, čeprav smo imeli doma mlin, ampak seveda tista doma merca je bila mehna. No, ampak da smo za kakšna velika noč ali pa za Božič so nam tudi kakšna moka poslali. No, tako da pa leta 1974, ko je pa jemo moj brat Jože Novomaše, takrat smo pa prišli vsi skupaj, so pa prišli vsi iz Amerike, obi družine, vsi otroci od njih. Naši smo bili še takrat ta prvič in ta zadnjič vsi skupaj. Zdaj pa, če se predstavlja še v čas po vojni, pa v šolska leta, kako je bilo pa še spomini na tiste dni, tu se pravi šolske dni? Jaz sem pa v šolo zelo rada začela hoditi. Tu je pa zanimivo bilo, moj brat Tone je bil starejši od mene, ampak jaz sem pa kar z njim šla v šolo. Pa sem bila stara 6 let in pa sem hodila kar zmerom z njim v šolo, tudi po zim, pa seveda, kakor smo imeli slabo obutev, ampak enkrat vem, da sva prišla že skoraj tik pod šolo, pa sva šla nazaj domov, ko je bilo toliko snega. No, in jaz sem tako pol leta, nimam nič v spričevalu ocen. V drugem polletju mi je pa dala, to je bila naučiteljica Novak, mi je pa kar dala ene rede, v spričevalu sem dobila in sem šla pol kar v drugi razred. Tako da sem, seveda rada sem hodila, učila sem se lahko in sem pol skozi bila s temi svojimi, ki so bile vsi malo starejši v šoli, kot sem bila jaz. Seveda v šoli smo imeli še tudi križ v kotu, tu je pol prišel, pa tudi župnik Janko Oblak je hodil veruk učiti v šola, seveda po šoli, a ne. In enkrat je prišel, to se pravi, da sem hodila nekje v 3. razred ali 4., da se križi ne bojo smeli več v šoli jemati. In je prišel Rekarsk Peter. To je bil en domačin. Domačin iz Butanjeve in je tiste križ dol stovkal, v obeh razredih, ko smo imeli 2 razreda. In seveda naši tišlerji so prišli nazaj in so spet se križe nazaj prebili v šoli. No,
In pol vem, da so nas v 4. razredu, ko sem jaz hodila, je bila pa že papež Nada, pa Čepol Marica izkorila. Te dve ste bile zelo dobre učiteljice, tudi smo jih rad imeli. Stanovale so vsi kar v šoli te učiteljice, ker so bile zgoraj ene frčade pa taki prostori. No in mislim, da so tudi še kar nekaj v cirku hodile. Seveda je bilo po enem letu sta bile obe predstavljene iz naše šole, kakor sem se kasneje srečala z Nado Papež, je papež Nada pa povedala, da so bile predstavljene, jih je po komandi vrhovc Janeza iz Ljubljance, da so mogli iti v druge kraje. No, naprej v 5., 6. smo bile pa že skupaj 5. razred, 6., 7. razred smo pa že skupaj otroci hodili, vsi v en razred. Seveda nas je bilo otrok takrat v šoli čez tu. Seveda vse z planine so hodili, tudi po 1 uro pa pol daleč, kakor so bile, pa tudi nekateri so hodili vsak ta drug dan, slabo buti, lačni. No in tako da, pol je pa prišel en učitelj Rome. Ta pa, kakor jaz vem, je ta učitelj Rome imel ene tečaje, da je učil v Šentjoštu. Žena od njega je bila učiteljica, ta učitelj nas je pa učil že pol te 5., 6. pa 7. razred, ne. In pa je enkrat, pa smo imeli pa še tudi slike, smo pa imeli na vsak stran table je bila ena slika od Stalina, na en stran pa slika od Titota. In mi, ko smo takole zjutraj malo prišli v šole, od Maše, ko smo šli direkt v šola, vem, da so imeli fantje frače seboj in so v tiste slike so s fračami streljali, so bile kar korajžni. Pol je enkrat nam ta učitelj Rome je rekel, ja, tle imam pa jaz ena taka partizanska knjiga ena, ko je boste nesli domov, pa je boste prebrali, ki noter piše, kako so partizane matrali. Pa noben ni te v tiste knjige vzeti. Edina ena Tončka je pa vzela ena Lojza, sošolka moja, je dejala, če bi jaz taka knjiga prinesla domov, je dejala, naša mama bi samo v peč vrgla. Tako da se jaz zdaj premišljujem, da smo bili takrat otroci, kar se teh stvari, smo bili korajžni. Čeprav smo pa tudi Titova štafeta nosili, ko smo mogli tisto Titova štafeta nositi. In kako da smo prav do Horjula nosili tisto Titova štafeta pa letalo okoli, vse peš. Pa seveda sem pa jaz, ko sem pa že v 7. razred hodila, takrat je bil pa že problem, a bom šla pol kam služit, doma je bila revšna. Mama je že kar mislila, da bi jaz šla nekam služit na kmetijo, ki je nekaj prosil, da bi šla tudi merkat. Pa je pa, ata je pa rekel, tist pa ne, služit pa ne bo šla, bi pa šla v Polhogradcu gimnazije, takrat so bile dva nižje razreda gimnazije. In sem šla pa pol v Polhogradc, no tako da sem pol dol v Polhogradcu v te šole naredila 4 razrede gimnazije. Bilo je pa tako, smo hodili še v gradu šola, pa vem, da smo vsi vedeli, da je kapela na šoli, ampak kapele pač nikoli nismo videli. No pa smo se enkrat tudi uprli, ko smo lih za Božič, bi mogli pisati na zgodovinska naloga, ampak smo se otroci uprli, smo dejali, ne bomo pisali in smo šli kot dole v drvarnica zunaj. Od takrat naprej res pol nismo za tele božične praznike pisali. No, bil je pa že v tistem času, je nas tudi neki Kavčič učil in ko sem jaz hodila v 4. razred gimnazije, je pol Kavčič za nekatere že šel posredovati v Horjul v Iskra, da bi prišli kaj v službe, ne.
In smo kar nekaj nas je takrat prišli pol v ta IEV Horilu služba, tako da sem jaz dobila službo tehnični risar. Vem pa, da je bil takrat direktor Klaus, mogli smo vsi prošnjeno, vse napisati, in vseh otrok, kisa, pa kaj, pa kako, z vsakim. In tako sem jaz seveda imela za vseh 14 otrok napisati, ki pa kaj je bilo z njimi, kaj je stata pa mama. In jaz napišem, da ste oni dve šle pa v Ameriki. Starejši dve sestre. Starejši dve sestre. Je rekel direktor, zakaj ste pa šle? Ja, jaz sem dejala, zato, ker ste se partizanov bale. Ampak ni nič več me pa naprej sprašval, v glavnem v službo sem bila sprejeta. Morbiti še na kratko spomini na recimo socialistične čase, na kako je bilo v službi v tistem obdobju? Ja, v službi je bilo pa tako, mislim, jaz se spomnim, da sem prišla v tak oddelek, ko so bili noter tudi inženirji. Prav v redu sem se jaz drugače počutila dol v službi, bilo je pa zanimivo. Seveda za tele državne praznike, za 29. november smo imeli zmeraj kakšne proslave. In tu smo mogli tudi iti v kulturni dom v Horjulu, na kakšne tiste proslave, tudi za 1. maj. Seveda smo pa pol takle, ko so bile pa tudi za 29. november, tudi ko smo pa še imeli muska v tovarni. Seveda nekateri so se pa tudi malo napili, ampak nazadnje so pa skoraj vsi znali tudi cerkvene pesmi, božične peti pa take pesmi. Tu smo pa kar malo debelo gledali, seveda mi smo bili navajeni, da so pač bili tako usmerjeni, ampak pa smo pa videli, da je bilo pa veliko od teh tudi krščanskih ljudi. Je bilo pač taki časi, da se noben ni tem izkazovati, kot da je en kristjan, ne. Ta zgodovina je pa ostala in ostaja do današnjih dni. In mislim, smo pa se pogovarjali o teh stvarih že vse skozi in otrokom pripovedovala. Tudi v Fari Šentjošt smo se o tem veliko pogovarjali. Drugače pa moram reči, da smo v družinah kar veliko veselje preživeli med vrstniki, med sabo. Mislim, pri nas doma se jaz spomnim, da smo se veliko družili, ko smo bili še vsi brati pa sestre, smo se srečevali enkrat pri enem družbi, pri drugem po Globovšek, pa tudi pri športu, vse to, tudi kasneje, še zdaj se združujemo. Tu nas je pa držala tista zavest slovenska in zavest, da moramo nekje naprej živeti. Tudi če je politika proti, mi moramo delati tisto, kar vemo, da je pravilno in da je ta prava smer. Tle se pa nismo pustili, mislim, nismo odstopili od svojih stališč. Mislim, seveda smo pa tudi šli velikrat peš na Brezje, pa midva sva šla tudi na Svete Višarje peš, ko sva se tudi zaobljubila, da če bo šola v Šentjoštu nova, da bova šla pa na Višarje peš, in tako se je res tudi prav po čudežnem naključju zgodilo, da je šola v Šentjoštu ratala in sva res tudi peš na Višarje šla.